V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Spoštovani katoličani, moji bratje in sestre, vedno, kadar je nek duhovnik navzoč, je treba duhovnika pozdraviti. Zdaj pa ne gospod Vančina, tudi gospoda Vančina pozdravljam, pa našega Vančina, pa če se še kakšni redovnici se bodo tiste pozdravi, potem pa vernike na koncu. Takšna je tradicija. Torej, Gianna Beretta Molla je živela, se je rodila 4. oktobra anno domini 1922 v Italiji, v družini, ki je dala italijanskemu narodu 4 zdravnike, 2 inženirja in enega duhovnika in eno redovnico. Torej, rodila se je v katoliški družini in je želela postati zdravnica, da bi lahko naredila veliko dobrega za svoje bližnje. Bila je katoličanka, hodila vsak dan sveti maši, takrat je bila še trentinska sveta maša, prava maša, vsak sveti maši ob Hailu, redno k spovedi, in potem je postala zdravnica in potem je imela svojo privatno ordinacijo. Ker je bila zelo dobra katoličanka, sveta žena, poročila se je in je imela potem 3 otroke do 1959 anno domini. Ja, ker je bila dobra katoličanka in sveto je živela, če je prišel kakšen reven bolnik ali pa bolnica k njej, je vedno zastonj pomagala bolniku ali bolnici. Neka bolnica je nekoč prišla k njej, pa je bila brez plašča, mrzlo je bilo in je svoj lastni plašč je podarila. Pa so vprašali, kako to, ampak ona je vsakem bolniku videla, vidite, Jezusa Kristusa, trpečega Gospoda. In zato je seveda vsakemu pomagala. Če kdo ni imel denarja, mu je sama dala denar za zdravila ali za zdravila, ki jih je potreboval. Ko so jo po noči klicali, recimo po 2-krat, 3-krat včasih sredi noči, morala vstati, poiti, se nikoli ni pritoževala, vedno je rada šla, ni se spraševala, gre za lažni klic, gre za pravo potrebo. Ja, vedno je bila pripravljena prislužiti na pomoč in 3 otroke je rodila, vsa 3 rojstva so bila majčkeno komplicirana, eno zelo dolgo in tako naprej. Pa je vse prenašala, ponižno prenašala, no, potem se je pa zgodilo 1961. leta, da je spočela 4. otroka in ko je bila že precej časa noseča, so ugotovili, da ima tumor na uterusu. No, in seveda potem so izvedeli zdravniki, so rekli, da pa oni pač so takoj predlagali abortus, ona je pa rekla, ni govora za abortus, ampak vsak otrok je velik božji dar, neumrljivo dušo, zato mora vsak otrok ima pravico, da se rodi, da živi, in imamo dolžnost, da naredimo vse za to, da se rodi in da živi. In ni pristala na abortus, nikakor ne. Potem so ji pa rekli, pa ima še 3 možnosti ima, ali da je cel uterus odstranijo, z otrokom je rekla ne. Potem še ena možnost je bila, potem 3. možnost je bila pa, da skušajo ta tumor odstraniti in na zelo delikaten način in potem seveda, da otrok živi naprej. Ampak to je bilo zelo tvegano, ne. Ona se je odločila, je rekla, za to 3., na to pa je pristala. In potem so napravili operacijo in so tisti tumor odstranili. Rodila se je hčerka, ki je dala ime Gianna, tako kot je bilo njej ime. Je zdrava hčerka, ampak ker je prišlo do komplikacij, so ji morali napraviti cesarski rez in potem je prišlo do infekcije. In ta infekcija je pa nekaj zelo strašno nevarnega. Pooperativna infekcija, ker ta infekcija, te bakterije enostavno blokirajo delovanje notranjih organov, in to se je pri njej zgodilo. In povedali so, da ji ne morejo več pomagati. Se pravi, hčerka se je rodila, ampak potem so rekli, pač niso mogli več pomagati, nič ni pomagalo. Tudi antibiotiki ne, takrat še niso dajali antibiotikov pred operacijo, dan že dajo pred operacijo antibiotike. In potem je rekla, da bi rada umrla doma, in je potem v krogu svojih 3 otrok
mislim, da enega sina in 2 hčerk, je potem vse poklical k sebi in seveda jim je svojo ljubezen dokazovala, vidite, do zadnjega diha. In potem je z besedami: Jezus, ljubim te, odšla v večnost, umrla. Torej, šlo je za infekcijo, ne, ni šlo za to, da bi zaradi otroka umrla, ampak zaradi infekcije, poporodne infekcije. No, in potem ko je mož potem svoje 4 otroke vzgajal, ena hčerka je potem umrla pri 6 letih, potem so 3 še ostali, je rekel, pravi, vedno sem čutil, pravi, navzočnost moje žene, Giane, Pietro mu je bilo ime, Giane, ob sebi, ves čas, ko sem otroke vzgajal. In tako je. Da to je tradicija uči, da ko nek starš umre, in če je zveličan, če pride v nebesa ali vsaj vica, če je v vicah bolj težko, no, ampak če je v nebesih, vidite, je lahko vedno navzoč pri svoji družini, vidite, in pomaga na neviden, ampak zelo, zelo vpliv način, vidite, pri vzgoji pri teh otrok za Boga in za nebesa. In tako je bila tudi v primeru Giane. Pravi, vedno sem čutil njeno navzočnost, ko je pač vzgajal svoje otroke in z njimi preživljal dneve, bil nek poslovnež, ampak seveda zdaj mora pa na nek način nadomestiti svojo ženo pri vzgoji otrok. Ni pa seveda hotel biti druga mama, ampak je bil pač oče. Ampak imela je pa ta Giana hčer svojo sestro, redovnico, mislim, da je bila, ki je pomagala tudi pri vzgoji teh otrok. Vidite, ta dogodek nam kaže, no, potem so se pa začeli dogajati čudeži po njeni priprošnji in potem so se zgodila 2 velika čudeža, tako da sta 2 ženi na porodu, ki so se začeli stvari komplicirati, zapletati, sta se priporočili Giani in je potem na čudežen način so priznali, na čudežen način so se obe tisti nosečnosti dokončali, čeprav en otrok je bil mrtev. In tako so potem, vidite, po teh 2 čudežih je papež Jan Pavel II. Razglasil Giano Beretta Molla za svetnico in je danes sveta Giana Beretta Molla. Vidite, ta dogodek nam kaže, kako, no, to je njena fotografija z 2 otrokama v naročju. Ena tako najbolj znana, ne, Giana Molla. Vidite, nam kaže, kako pomembno je, da se borimo za življenje vsakega otroka. Vidite, da ima vsak otrok neumrljivo dušo, da je abortus nekaj neprepovedanega, govori o tako imenovanem terapevtičnem abortusu. Vidite, abortus ne govori terapevtičen, zakaj? Ker umori otroka. Abortus je vedno nedovoljen, vidite, umor nerejenega otroka in je v nebo pijoči greh. Zato se je Giana Molla tako borila proti abortusu in rekla, nikakor ne, abortus ne bi na noben način upošteval. Vidite, ampak danes imamo na žalost na svetu, vidite, te globaliste, njihove somišljenike, privržence, ki pa učijo, da abortus mora biti pravica vsake ženske, vidite, na tem svetu nemogoče. Vidite, abortus je v nebo pijoči greh, vidite, ki smrtno žali Boga in kliče seveda na vsakega človeka, ki abortus zagovarja ali pa ki ga dela, vidite, kliče Božjo kazen, seveda tudi na Slovence in Slovenijo, ker tudi v Sloveniji imamo seveda abortus, vidite, je uzakonjen abortus, nekaj popolnega, s katerega na zdravo pamet z Božjim naravnim zakonom in pozitivnim zakonom. Pravi, ne ubijaj nedolžnega človeka, ne ubijaj nedolžnega bitja. Potem vemo danes v Sloveniji, da si strahotno prizadevajo naši politiki, da bi čim prej uzakonili kaj? Ja, morjenje starih, postarelih penzionistov, ne, da bo čim več ostalo za njihovega načka, da bo lahko živeli na svojem denarju, vidite, ki jih bo seveda pripeljal prej pozneje v pekel, ko bodo umrli. Če se ne bodo spreobrnili. Evtanazija, to je rešitev za finančne probleme Slovenije. Vidite, če bi tisti denar, ko so ga naši politiki v teh letih, kar so na oblasti, ko so ga pokradli, če bi ga pustili tam, ko je bil, bi Slovenija imela dovolj denarja za vse, ne samo za penzione, tudi za še kaj drugega. Ja, vidite, abortus in, naj vam povem, 19. maja, se pravi, čez dober teden dni, v ponedeljek, bodo v Ženevi na sedežu Svetovne zdravstvene organizacije, vidite, odločali o tem, ali bodo članice Svetovne zdravstvene organizacije sprejele pandemijski sporazum. Vidite, zakaj gre pri tem pandemijskem? Gre za to, vidite, da hoče ta Svetovna zdravstvena organizacija preko tega sporazuma
zavladati vsaki državi članici te svetovne organizacije. To pomeni, če bodo ta sporazum sprejeli, bo ta svetovna zdravstvena organizacija imela pravico vsaki državi članici, vidite, razglasiti izredno razmerje, razglasiti obvezno cepljenje proti katerikoli bolezni. Vemo, da to cepljenje je bilo zato narejeno, vidite, da bi čim več ljudi spravili iz tega sveta, ker ti globalisti seveda so vsi depopulisti, hočejo čim več ljudi spraviti iz tega sveta. Potem lahko zaprejo katerekoli, vidite, stvari, tovarne, delovna mesta, ceste, promet, karkoli že, se pravi, hočejo napraviti z eno besedo iz Evrope in seveda iz tega sveta, kaj? Veliko koncentracijsko taborišče. Vidite, današnji evangelij pravi, vidite, da Jezus je rekel, povedal svoj v nebohod, da bo po 40 dneh, vidite, šel v nebesah nebeškemu očetu. Vidite, ampak Jezus prihaja pri vsaki sveti maši, tridentski maši, prihaja na naše oltarje. Kajti na oltarjih, vidite, se ponavzoči, kaj? Kalvarija na evharistični način. Torej se ne ponovi, pazite dobro, ne ponovi, ampak ponavzoči. To pomeni, da je ponavzočena Kalvarija, kajti Kalvarija je samo ena, se ne more ponavljati. Kalvarija ni na milijone pa nešto, ampak samo ena, vidite, ki se ponavzoči. Vidite, in pri tej Kalvariji pride Gospod na naše oltarje po besedah duhovnika, vidite, ki ima posvečene roke. In take posvečene roke ima tudi pater Matej Kopači. Vidite, in zato se te njegove roke, vidite, pri blagoslovu, na našem blagoslovu se te roke, kaj se poljubijo v znamenje spoštovanja do teh rok, vidite, po katerih prihaja Gospod na naše oltarje in nas rešuje, vidite. In zato vas prosim, molimo ves ta teden, vidite, do ponedeljka, pa še ponedeljek, molimo za to, da članice in tudi Slovenija ne bo, ki je članica svetovne organizacije, da ne bodo sprejeli tega pandemijskega sporazuma. Ker če bo ta pandemijski sporazum sprejet, postanemo čez noč kaj? Sužnji služni globalistov, vidite, ki hoče spraviti čim več ljudi iz tega sveta. Vidite, za nas stare bodo rekli, ni tako bistveno, mi smo tako odhodu iz tega sveta, ampak za naše otroke gre, za naše mlade, razumete, ki imajo še vse življenje pred sabo. Vse življenje. No, in zato smo lahko, vidite, moramo biti tako hvaležni, vidite, tako hvaležni Bogu, vidite, za vsakega tradicionalnega novomašnika, vidite, kajti vsaka tridentinska maša je smrt za pekel, pa za hudiča, za satana, vidite, ki je v ozadju tega globalizma in vsega tega, vidite, kar počnejo ti globalisti in kar hoče sedaj napraviti v Ženevi naslednji ponedeljek, ne ta, ampak naslednji 19. maja. Torej, Bogu hvala za našega novomašnika, za njegovo blagoslovljene posvečene roke, vidite, in molimo za to, da bi bilo čim več mašnikov, vidite, zakaj ima hudič takšno moč v tem svetu, zakaj lahko se to počne, vidite, naenkrat se najdemo v takšni situaciji, zato vidite, ker večina duhovnikov na tem svetu mašuje novosordo mašo, vidite, to je glavni razlog, kajti tridentinska maša je glavno orožje, vidite, proti hudiču, potem pa seveda rožni venec, ki ga molimo v tem mesecu maju, mesecu majniške kraljice. Torej, kdor more, naj danes daruje sveto obhajilo za svetost, zdravje in zveličanje našega novomašnika Mateja Kopači. Naslednji teden pa naj daruje za to, da tisti sporazum ne bo sprejet, da bodo članice zavrnile ta sporazum in ga tudi v prihodnosti ne bodo nikoli sprejele. Kajti naš Gospod, vidite, naš Gospod, ki je v nebesi, ki je šel v nebesa po 40 dneh, vidite, je isti Gospod, ki ga prijemamo v svetem obhajilu s telesom, ko je dušo božanstvo, in brez njega ne moram nič dobrega storiti, ne zase, ne za svoje bližnje, z njim pa moramo vse, kar je Božja volja. Torej, Bog živi našega novomašnika, zdaj in vekomaj, daj Bogu, da bi nekoč skupaj z njim v nebesih praznovali večno veliko noč, mi in Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.